Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je ostal neki učitelj postave, da bi Jezusa preizkušal in mu je rekel: Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? Rekel mu je: kaj je pisano v postavi, kako bereš? Ta je odgovoril: ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Prav si odgovoril, mu je rekel: to delaj in boš živel. Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu: in kdo je moj bližnji? Jezus je odgovoril: neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili na pol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik. Videl ga je in šel po drugi strani mimo. Podobno tudi Levit, ki je prišel na tisti kraj in ga je videl, je šel po drugi strani mimo. Do njega je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil, stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel 2 denarja, ju dal gostilničarju in rekel: poskrbi zanj in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil. Kaj se ti zdi? Kateri od teh je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? On je dejal: tisti, ki mu je izkazal usmiljenje. In Jezus mu je rekel: pojdi in tudi ti tako delaj. To je Kristusov evangelij. Današnji nedelji, ko je naša župnija tudi zaznamovana s pogrebom Otona, fanta 12 let starega, ki je umrl v tem tednu, se mi zdi tako pomenljiva ta beseda, ki jo je vprašal učitelj postave, kaj naj stori, da bi dosegel večno življenje. Res je bilo vprašanje tudi nekoliko postavljeno zvito, ker bo težek odgovor, pa vendar to vprašanje je tako pomembno. Morda se res v takih trenutkih toliko bolj s takimi vprašanji soočamo. In kakšen odgovor daje Jezus na to? Najprej je vprašal tega človeka, kako bereš. On je bil namreč učitelj postave. On je bil tisti, ki je ljudem pomagal na poti vere, življenja ali pa v odnosu do Boga. In ga vpraša, kako bereš. In ta človek je pravilno odgovoril. In je rekel prvo zapoved, ki je enaka drugi, to je ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. In Jezus samo potrdi, prav si odgovoril, to delaj. In potem to vprašanje, kdo je moj bližnji. Jo tako čutim z prvim berilom, ko Mojzes daje svojim rojakom zapoved ali Božjo besedo, pa pravi: zapoved od Boga ali čutenje ali naše razmišljanje je nekaj daleč,
na nebu. Nebo pomeni nebesa, ne nebo, ki je nad nami, ampak nebesa, ki so nedosegljiva na tem svetu nebesa. Ni tako daleč, ampak je blizu tvojem srcu. In človek, ki je ustvarjen, vsak izmed nas po Božji podobi, začuti v sebi, če le skrbi za oblikovanje svoje vesti, mišljenja, čutenja, kaj je tisto, kar je na pravem mestu. In tudi ta učitelj postave je verjetno pri sebi v svoji iskrenosti začutil, pa so določeni dogodki, trenutki, ko ni izpolnjevanje res ljubezni do Boga in do bližnjega. Mogoče ta ljubezen do Boga ni toliko otipljiva, ljubezen do bližnjega pa se prej pokaže. In zato je želel tudi opravičiti v tistih trenutkih samega sebe, ko je v sebi čutil, pa nisem popoln, pa mi še manjka, pa ni vedno tako, kot sam čutim, da bi bilo na pravem mestu. In Jezus mu pove nek primer. Nič ne govori pri njemu, poglej, pri tebi je pa ta dogodek bil, pa to se ti je zgodilo, pa ono si naredil. Te stvari pusti. Človek sam pri sebi pregleduje in tudi pri sveti spovedi prosi odpuščanja, da bi lahko imel pogled zazrt v večno življenje, prihodnost. In ko je slišal vse te stvari, je zopet pravilno odgovoril, ko je rekel, tisti je bil bližnji, ki mu je izkazal usmiljenje. Usmiljenje na to pot, ali pa dobrote, ali pa sprejemanja, je stopil prav ta spraševalec ob Jezusu. Na začetku je bilo vprašanje morda s kančkom zvitosti. Na koncu po tem pogovoru z Jezusom pa se je že ta odnos preoblikoval v drugačnega, veliko bolj dobrohotnega, veliko bolj spoštljivega. In na koncu Jezus pravi, tudi ti tako delaj. Tak primer verjetno ta učitelj postave ne bo nikoli doživel v življenju. Je bi dal primer, ki se je lahko zgodil ali pa ne. Ampak so drugačni trenutki življenja, v katerih začutimo, potrebno je, da pristopim k temu človeku. Morda ne samo v neki pomoči, ki je otepljiva, lahko je to že podarjen čas, pozornost, dobra beseda, neka dobrohotnost. Nekdo, ki začuti, temu človeku pa ni vse eno. Morda ste tudi sami že v življenju doživeli take stvari. Jaz se spomnim, da je to čisto drugo področje, ko sem bil parkrat v bolnišnicah kot bolnik na zdravljenju in so začutil nekoga, ki prihaja zato, ker želi pomagati nekomu, ki je v bolezni, nekdo je pa bolj v službi in je tam zaposlen. To se začuti. Tako se začuti tudi na drugih področjih. Je lahko že navaden prodajalec v trgovini, pa je lahko z veliko srčnostjo. Lahko je nekdo samo v službi, zato ker je potrebno za zaslužek in plačo, lahko pa nekdo še pristopi svojo srčnostjo in z izpolnjevanjem prav te Božje postave ali zapovedi, ki je ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. Naj bo ta Božja beseda, ki smo jo slišali, tudi v tako spodbudo, da smo iznajdljivi, da imamo čut, imamo pozornost, da lahko v majhnih, drobnih trenutkih izpolnjujemo to Jezusovo besedo. In če te drobne stvari pletemo v življenje, potem lahko tudi tako v globini srca pričakujemo, da je pred nami tudi večno življenje, polnost življenja. Pa pri vsem tem ne pozabimo na molitev zase, pa tudi za bližnje.